Častni pozdrav! Nogi! Na mesto! Zor! Danes smo se tukaj zbrali, da obudimo spomin na osvoboditev vseh koncentracijskih taborišč na celotnem ozemlju okupirane Evrope v drugi svetovni vojni. Da si usadimo v spomin temeljna mirovna sporočila in osvetlimo spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih in delovnih taboriščih. Bodisi, ker so pripadali napačnemu narodu, etični skupini, ker so pripadali napačnemu političnemu, verskemu ali kulturnemu izročilu. Kot seveda obujamo spomin na vse tiste, ki so to razčlovečenje preživeli in so danes naši pričevalci in opominjevalci. V imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenja borcev za vrednote NOB Tržič in občine Tržič na današnji spominski slovesnosti ob 70. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen-Ljubelj še posebej lepo pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Lepo pozdravljam tudi vse ostale predstavnike Republike Slovenije, občine Tržič in veleposlaništev.
Poseben pozdrav velja seveda vsem taboriščnikom, predstavnikom združenj in odborov žrtev vojnega nasilja, predstavnikom borčevskih in veteranskih organizacij, vsem praporščakom. Pozdravljene tudi delegacije preostalih držav taboriščnikov, ki so svojim trpljenjem gradili ta predor, ki danes zgolj še povezuje levo in desno, severno in južno, srce in razum. Pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Poštovane obiskovalke, obiskovalci, tovarišice, tovariši, nekdanje borke, borci, taboriščniki, izgnanci, ljudje dobre volje. Na koncu, ne na koncu, prisrčen pozdrav našemu predsedniku, gospodu Pahorju, ki je z udeležbo na tej prireditvi v družbi eminentnih gostov iz evropskih držav dal temu še poseben pečat. Ponosen sem, da danes lahko rečem, da žica, ki je bila na tem mestu, in stražni stolpi, nastajajoč tunel, da so bili to zgodba, ki je 70 let nazaj ločevala, razdvojevala. Danes pa združuje in povezuje. Vse, brez kakšne zamere, brez slabega občutka, spominjamo se vseh, ki jim je potrebno prižgati svečo, danes za nazaj. Naša naloga pa je, da ohranjamo zgodovinska dejstva, da vemo, kdo je bil na eni strani, kdo na drugi strani bodeče žice. In zato sem še posebej ponosen na sodelovanje z našimi sosedi, prijatelji iz Borovelj, iz avstrijske Koroške, iz Avstrije. Danes je z nami tukaj gospod minister, prijatelji, s katerimi tesno sodelujemo, iz francoskega, ruskega veleposlaništva in še številni, in ti ljudje združeni skupaj kažemo pot novi Evropi. Ima težave, ampak tako kot pred 70 leti, tudi sedaj bo Evropa v tej zgodbi in more biti zmagovalec. Ostane mi samo še res iskrena, prisrčna zahvala vsem, ki ste danes tukaj. Nič ne govorite, ampak s prisotnostjo sporočate največ. Zahvala pa mojim sodelavkam in sodelavcem, res so se trudili. Od tistih iz borčevske organizacije, iz centrale v Ljubljani, našemu tržiškemu muzeju z restauratorjem Boštjanom Megličem, ki je tako čudovito obnovil tistgale kipa talca, ki obtožuje taboriščnika, gospodu Jožetu Romšku, Slavku Hočevarju, ki sta ustvarila izjemno razstavo. Domačinkam in domačinom tukaj iz Podljubelja, naši osnovni šoli in vsem nastopajočim. Zagotovo smo še koga pozabili, tiste iz podjetja Bios, ki so neutrudno pripravljali ta park, da je na prireditev pripravljen, in pa vse tisto, kar številne zanima, prav vse odnose z našimi ministrstvi, z lastniki smo uredili tako, kot si to taborišče zasluži. Vsem skupaj še enkrat hvala lepa, dobrodošli v Tržiču danes in ostalih 365 dni v letu. Srečno! 3. junija 1943 so prvih 330 jetnikov v živilskih vagonih, izmučene in sestradane, pripeljali iz koncentracijskega taborišča Mauthausen, sem v osrčje Karavank. Med njimi je bil mlad Francoz. 35 dni mu je manjkalo do 17. rojstnega dne. Delovno taborišče Ljubelj, eno od 49 podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bilo edino koncentracijsko taborišče na Slovenskem, pa vendarle kruto, mračno in ubijalsko. Za pozdravne besede spomina in opomina prosim tudi Janija Aliča,
predsednika Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja. Drage taborišnice in taborišniki, ukradeni otroci, izgnanci in begunci, borke in borci, spoštovani gostje. Pred 70 leti so bila osvobojena vsa nemška koncentracijska taborišča, kot tudi koncentracijska taborišča na Madžarskem in Hrvaškem. Takrat ste vi preživeli, slavili svoje drugo rojstvo. Iz številk ste spet postali ljudje. V vseh taboriščih, tako nemških kot italijanskih, madžarskih in hrvaških, je bilo več kot 60 000 Slovenk in Slovencev. Največ prav v Mauthausenu, skoraj 4200, katerega podružnica je bilo tudi koncentracijsko taborišče Ljubelj. Po ocenah zgodovinarjev, tu mislim na tiste prave, ne tiste, ki zagovarjajo kolaboracijo s fašisti in nacisti, poveličujejo domobranstvo in domače izdajalce ter zaničujejo partizanski boj za osvoboditev domovine, je največ Slovenk in Slovencev umrlo v edinem koncentracijskem taborišču s krematorijem na italijanskih tleh v Rižarni, in sicer 3000. Sledijo Dachau s 1600 umrlimi, Auschwitz, kjer je zavedno ostalo 1331 Slovenk in Slovencev, in Mauthausen s 1500 umrlimi. To so grozljive številke. Skoraj 13 000 umrlih v plinskih celicah in sežganih v krematorijskih pečeh ne bo nikoli dobilo svojega groba, njihovi svojci ne bodo nikoli izvedeli, kje so končali njihovi predniki. Tu se sprašujem, ali ne bi tisti, ki iščejo umrle po jamah in breznih, ki so v glavnem pripadali okupatorskim vojskam, poskrbeli najprej za Slovence umrle v taboriščih, izgnanstvu, jetništvu, prisilnem delu, ali pa ustreljene kotalce, teh je bilo vsaj 3000, in padle v naših gozdovih. Ob 70. obletnici osvoboditve in konca druge svetovne vojne smo se predstavniki taboriščnih odborov skupaj s redkimi preživelimi poklonili spominu umrlih v taboriščih Auschwitz. Tam je bil prisoten tudi predsednik Borut Pahor, za kar se mu še enkrat zahvaljujem, Buchenwaldu, Dori, Flossenburgu, Ravensbrücku, Dachavu, Moringenu, Bergen-Belsenu, Sachsenhausenu, Neuengameju. Povsod v Nemčiji so bili prisotni predstavniki slovenskega veleposlaništva z Berlina in nazadnje v Mauthausenu v Avstriji. Povsod v nekdanjih tovarnah smrti so na ogled muzejske zbirke in urejena spominska obeležja. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti nekaj podobnega, skupaj z občino Tržič in seveda z državo, uredili tudi na Ljubelju. V spomin in opomin, da se kaj podobnega ne bi nikoli več zgodilo. Hvala lepa.
2, 3, 4, 5, 6 stolpov. Na njih stražarji z mitraljezi in 3 metre visoka žičnata ograja. Tam nekje krematorij. V izredno težkih razmerah je 23 mesecev garalo skoraj 2000 političnih internirancev, 13 evropskih narodov in ostali. Polovica njih Francozov. Poleg pa še Poljaki, Rusi, Jugoslovani oziroma Slovenci, Nemci, Avstrijci, Židi, Italijani, Španci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Belgijci in Švicari. In še Romi, Grki in Arabci. Pozdravil nas bo tudi francoski veleposlanik v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca Pierre-François Mouret. Spoštovani gospod predsednik Republike, monsieur le président de la République, spoštovani predsednik Društva Amical de Motozen, spoštovani gospod župan Tržiča, spoštovani borci, spoštovani člani diplomatskega zbora, gospe in gospodje, dragi prijatelji. C'est pour moi toujours avec honneur et émotion que je me rends sur ces lieux, dans ce commando de Loibel Pass, comme l'administration nazie l'appelait, d'innombrables prisonniers politiques et résistants déportés de toute l'Europe étaient réduits par la barbarie nazie à l'esclavage en creusant ce tunnel pour l'effort de guerre total. Ensemble, grâce à la solidarité, grâce à l'entraide, ils permirent d'intensifier la lueur commune d'espoir et de résistance. Ces hommes et ces femmes, perdus dans la nuit brune, gardaient donc espoir qu'un jour, les valeurs humanistes anéanties par le nazisme triompheraient à nouveau, espoir que les idées obscures, que les fanatismes disparaîtraient une fois pour toutes de la surface du globe, espoir que leur combat, que leur souffrance ne soit pas vain. Vsakič, ko obiščem ta kraj, me preplavijo ponos in globoka čustva. Številni politični zaporniki in borci, deportirani iz vseh koncev Evrope, so bili zaprti v tem komando de Loibel Pass, kot ga je poimenovalo nacistično vodstvo. Nacistično barbarstvo je ujetnike ponižalo v sužnje, ki so morali za ceno vojne kopati predor. Solidarnostjo in medsebojno pomočjo so si skupaj krepili upanje in uporniškega duha. Ti možje in žene, izgubljeni v temni noči, so v sebi nosili upanje. Upanje, da bodo nekega dne človeške vrednote, ki jih je nacizem poteptal, ponovno zmagale. Upanje, da bodo mračnjaške ideje in fanatizmi zavedno izginili iz obličja zemlje. Upanje, da njihov boj in njihovo trpljenje ni bilo zaman. Il y a 70 ans, l'humanité l'a emporté sur la barbarie. Aujourd'hui, nous avons le devoir de nous souvenir de ces moments terrifiants, de peur que l'histoire ne se répète. Minilo je 70 let, odkar je človeštvo zmagalo nad barbarstvom. Naša naloga danes je, da ohranjamo spomin na te strašne dogodke, v upanju, da se zgodovina ne bi ponovila. La France tient tout particulièrement à ce devoir de mémoire et à l'éducation des générations futures, pour que cette époque effroyable ne tombe jamais dans l'oubli. C'est pour cela que j'ai décidé l'année dernière la rénovation de la plaque déposée en 1955 par l'amicale des déportés de Mauthausen en mémoire des déportés français et de ceux si nombreux dont la vie s'est brisée ici. C'est pour cela que je vais procéder aujourd'hui à l'inauguration d'une stèle rénovée sur l'emprise du four crématoire du camp. Installée en 1985, à l'initiative des autorités yougoslaves, elle commençait à s'effacer avec le temps. Et c'était symboliquement toute cette histoire tragique qui semblait risquer de s'évaporer en même temps. Il fallait que cette inscription soit rénovée pour que le cri des déportés soit entendu par les générations futures, pour que la mémoire gravée dans la roche ne rencontre jamais l'oubli.
Francija si še posebej prizadeva, da bi se spomin na te dogodke ohranil. V upanju, da to zgodovinsko obdobje ne bi utonilo v pozabo, Francija o tem izobražuje mlade generacije. Prav iz tega razloga sem se lani odločil, da obnovimo spominsko ploščo, ki jo je leta 1955 postavilo društvo Amical. Plošča je bila postavljena v spomin na francoske deportirance in na številne druge zapornike, katerih življenje se je tukaj končalo. Danes pa bom odkril obnovljen steber, ki se nahaja na mestu, kjer je bila nekoč peč krematorija. Spominski steber je bil na pobudo takratnih jugoslovanskih oblasti postavljen leta 1985. S časom je napis na stebru zbledel. Z delovanjem časa in izginjanjem napisa bi na nek simboličen način lahko izginilo tudi to zgodovinsko obdobje. Napis je bilo potrebno obnoviti, da bi krik deportirancev slišale tudi prihodnje generacije, da spomin na to obdobje, vklesan v kamen, ne bi utonil v pozabo. Car ne l'oublions pas, ces montagnes, sereines et verdoyantes ont connu il y a 70 ans l'horreur et la folie. N'oublions pas que ce tunnel, qui relie aujourd'hui des nations européennes amies, s'est construit dans le sang et l'agonie. N'oublions pas aussi l'esprit de résistance, la force, la dignité, l'espérance que les déportés du camp de Liu Bei ont su conserver face à l'horreur, avec l'aide, il faut toujours le rappeler, de la population slovène, qui s'est si souvent montrée solidaire des prisonniers martyrisés. Ne pozabimo, te lepe in ozelenele gore, ki nas obdajajo, so bile pred 70 leti priče grozljive norosti. Ne pozabimo, da je bil tam predor, ki danes povezuje evropske narode, ki živijo v prijateljstvu, zgrajen s krvjo in v boju s smrtjo. Ne pozabimo tudi na uporniški duh, moč, dostojanstvo, upanje, ki so ga deportiranci iz taborišča Ljubelj ohranjali grozotam navkljub. Potrebno je vedno poudariti, da jim je to uspelo s pomočjo domačinov, ki so bili velikokrat zelo solidarni s trpinčenimi zaporniki. Nous sommes chargés de faire vivre la mémoire de ceux qui ont souffert ou qui sont tombés ici comme ailleurs. Nous avons le devoir d'épauler celles et ceux qui ont témoigné, qui témoignent et qui témoigneront encore de la barbarie et de la folie des fanatismes. Naša naloga je, da ohranjamo spomin na tiste, ki so tukaj ali drugod trpeli ali umrli. Naša naloga je, da podpremo tiste, ki so te dogodke doživeli, ki še vedno pričajo in bodo še naprej pričali o barbarstvu in nesmislu fanatizmov. C'est pourquoi enfin vous pourrez compter sur l'ambassade de France en Slovénie pour soutenir pleinement l'initiative portée par les autorités slovènes et la mairie de Tržič de faire de ce lieu un sanctuaire de la mémoire. Nous le devons à ceux qui se sont battus et sont morts ici, nous le devons à ceux qui, malgré l'horreur, ont survécu. Hvala lepa. Tudi zato se lahko zanesete na francosko veleposlaništvo v Sloveniji, da bo v celoti podprlo pobudo slovenskih oblasti in občine Tržič, ki želijo iz tega kraja narediti kraj spomina. To dolgujemo tistim, ki so se tukaj borili in ki so tukaj umrli, in vsem tistim, ki so te grozote preživeli. Najlepša hvala.
Od zdaj naprej si le številka, z obvezno 3 centimetre široko do kože pobrito progo sredi. Od zdaj naprej si le rdeč trikotnik in prva črka države, odkoder prihajaš. Od zdaj naprej si zgolj par žuljevih rok za gradnjo 1542 metrov dolgega predora. Nekdo mu je ob prihodu dejal: ne skrbi, ta predor ne bo nikoli dokončan, prej po konec vojne. Žal se to ni zgodilo. Kdo si ti, ki si drzneš ožigosati nas za hlapce in sebe razmisliti za gospodarja? Qui es-tu qui ose nous stigmatiser d'être les valets et se prononcer soi-même notre maître? Кто ты такой, что осмеливаешься клеймить нас хлопами, а себя разглашать господином? Kdo si ti, ki si drzneš ukleniti telesa in uniformirati duše? Qui es-tu qui ose enchaîner les corps et uniformiser les esprits? Кто ты такой, что осмеливаешься заточить тело и униформировать души? Otrok sem še in kar ti dam, da skromen je za ti. Če več imel bi dal bi rad, a majhen sem sedaj. Čeprav preslab, čeprav premlad, le tvoj bom vekomaj. Kdo si ti, ki si drzneš človeku vzeti dostojanstvo? Qui es-tu qui ose prendre la dignité à l'homme? Кто ты такой, что осмеливаешься человеку забрать достоинство? Kdo si ti, ki si drzneš izrekati visoke pesmi, povsem brez srca? Qui es-tu qui ose déclamer les beaux récits sans montrer les belles émotions? Кто ты такой, что осмеливаешься произносить вслух великие песни совершенно без сердца?
Kajti potrebne so preproste besede. Tovarištvo, solidarnost, spoštovanje. Parce qu'il faut simplement dire les mots camaraderie, solidarité, respect. Ибо всего лишь нужны простые слова. Товарищество, солидарность, уважение. Potrebne so preproste pesmi, ki privrejo iz duše naroda. Il nous faut les chansons simples qui surgissent de l'esprit de la nation. Нужны простосердечные песни, которые нахлынут из души народа. Rascvitali jablani i gruši, popjuli tumani na dregoj. Ui, hajdila na bereg Katjuša, na visoki bereg na Krutoj. Ui, hajdila na bereg Katjuša, na visoki bereg na Krutoj. Ui, hajdila, pesem zavadila, prospet nova si zavarla. Protova, katorova ljubila, protovo oči pisma bi regla. Protovo, katorova ljubila, protovo oči pisma bi regla. Oj ti pesem, pesenka devičja, ti leti za jasnim soncem sled. I bajcu na dane pa graniče, a Katjuša peredaj privet. I bajcu na dane pa graniče, a Katjuša peredaj privet. Pusto spomni devojčku prostuju, pusto slišit kaka napajut. Pusto zemlju zberežut ranuju, a ljubov Katjuša zberežut. Pusto zemlju zberežut ranuju, a ljubov Katjuša zberežut. Razcvetali jablani i gruši, popjuli tumani na Gregoj. Uhajdila z berega Katjuša, unosila pesen za saboj. Uhajdila z berega Katjuša, unosila pesen za saboj. Tukaj ne poznamo močnih in slabih. Tukaj poznamo le delavce in mrliče. Kdor noče delati, naj prosto pove, ubit bo. To so besede poveljnika taborišča Ljubelj Jakoba Winklerja. In to še takrat, ko je že slutil, da bo predor služil le še umiku in begu. 9. aprila 1945 leta je bilo tukaj še 1039 zapornikov. Potem pa se je število naglo manjšalo. 5. maja jih je nekaj še odšlo na delo, vendar le dopoldan. Skozi predor so se namreč valile nemške in kvizlinške vojaške enote in tudi civilno prebivalstvo. Popoldne tega dne so jih postrojili pred barako številka 2. Niti prešteli jih niso več. Obrniti so se morali proti severu in Winkler jih prvič ni imenoval zaporniki, ampak svobodni ljudje. Himmlerjev ukaz, noben interniranec ne sme živ zapustiti taborišča, ni bil izvršen. Bili so napol svobodni, rešeni še ne. V ponedeljek 7. maja ob 16. uri so se vrata taborišča končno prvič odprla
v svobodo. Pot do doma pa je bila težka in dolga. Pot do sebe še daljša. Vsak je domov odnesel v svojem lastnem jeziku zadnjo željo svojega sotrpina. Ubili so me, veš. Ti se boš nemara vrnil domov, če bo vojna prej končana. Daj, povej, kaj so počeli tukaj z mano. Kaj so počeli tukaj z nami. Saj boš. Kaj ne? Ti si odvetnik. Ti znaš govoriti. Ti znaš tudi pisati. Napiši, kaj se je dogajalo tukaj. Napiši, povej. In posebno čast mi je, da imamo tukaj tudi našega zagovornika celotnega slovenskega naroda in za besedo prosim, za slavnostni nagovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Vljudno vas prosim, da z minuto molka, da se z minuto molka poklonimo vsem žrtvam tega in vseh taborišč v času druge svetovne vojne in se z dolžnim spominom zahvalimo tistim, ki so padli v tem času z mislijo v srcu, da jih osvobodijo. Slava jim. Tega sicer, spoštovani taboriščniki in taboriščnice, izgnanke, izgnanci, slavne borke in borci NOB-ja, vsi tisti, ki negujete to slavno tradicijo, ekscelence, minister, gospe in gospodje, sprva nisem mislil reči, ampak nekaj besed, ki so bile danes že izrečene in kulturni program, ki smo ga slišali, me je navedel na to, da to kratko zgodbo le povem. Bilo je že omenjeno, da sem skupaj z nekaterimi internirankami konec januarja letos obiskal Auschwitz in se poklonil žrtvam tega strašnega kraja. In seveda Rdeči armadi, ki je to taborišče osvobodila. Tam sem videl gospo, ki je bila med tistimi mladimi osvobojenimi tistega mrzlega januarskega dne in se je prvič po 70 letih iz Združenih držav Amerike, kamor je po vojni šla, vrnila na ta kraj velikega zločina. Novinarji so jo, Judinjo, vprašali, kaj jo je najbolj pretreslo 70 let potem, ko se je vrnila na ta kraj. Rekla je nič takega, kar bi vi pričakovali. Nekaj drugega. Včeraj sem bila tukaj, ko je bila tudi skupina mladih, razposajenih srednješolcev in eno od teh mladih deklet je zvedelo, da sem bila tukaj zaprta in je pristopilo k meni in me vprašalo, gospa, kaj ste naredili narobe, da so vas zaprli? Nič ni naredila narobe. Bila je Judinja, tako kot so bili drugi Slovani, kot so bili drugi Romi, Sinti. Nič ni naredila narobe.
Ta zgodba me je osupnila zato, ker mi da vedeti, da je toliko bolj pomembno, da ne pozabimo, da moja generacija, ki je imela starše v taboriščih, in da generacija mojih otrok, ki je imela to srečo, da tega ni izkusila, nikoli ne pozabi. Vojna, gospe in gospodje, že beseda vojna je zelo grda beseda v vseh jezikih. Kaj šele vojna sama? Predstavlja ultimativno dno človeškega duha. V skoraj nobenih drugih okoliščinah dostojanstvo človeka, ljudi, celih narodov, ras ne more biti bolj ranjeno in bolj ponižano. Vojna je razlog tragedij, je najbolj črna od temnih odtenkov žalosti in trpljenja. Tako je neusmiljena, da na koncu ne prizanese niti tistim, ki so jo začeli. V tem smislu že na samem začetku predstavlja poraz vsega dobrega. No, v njej je dobro samo to, da jo je enkrat vendarle konec in da jo je konec zaradi najbolj sijajnih in slavnih uporov proti okupatorju, uporov proti ponižanju in vere v zmago pravice in resnice. Spoštovani, mineva dobrih 70 let od konca druge svetovne vojne. Človeštvo je imelo ob tem jubileju priložnost in odgovornost, da se spomni neopisljivih razsežnosti žrtev in trpljenja, ki ga je ta največja apokalipsa civilizacije kot hudo rano pustila na svoji duši. Toda, spoštovane gospe in gospodje, ali je osvežitev zgodovinskega spomina na čas, ko je bil svet vržen iz moralnih tečajev, kakorkoli pripomogla k temu, da bi se zavoljo tega, ker smo se spomnili tega trpljenja, vsaj za en dan, vsaj za 1 uro, zaustavilo grmenje vojn, ki danes odmeva v svetu. Ni se. Žal se ni. Vojne in vse strašno, kar prinašajo seboj, ostajajo stvarnost tega sveta. Res je, da je minilo celih 70 leti brez vojne svetovnih razsežnosti, vendar ne moremo nikoli zagotovo vedeti, kdaj se utegne nek lokalni konflikt razvneti v nov svetovni spopad. To tveganje ostaja. To tveganje je nerazumno tveganje. To tveganje dela srečno in mirno prihodnost naših otrok nepredvidljivo. Mir sicer ni vse, toda brez miru je vse ostalo skoraj nič. Zato tudi od z tega svetega mesta kličemo sebi in celemu svetu. Mir, mir, mir. Spoštovane gospe in gospodje, tu na tem mestu je v času druge svetovne vojne skoraj 2000 jetnikov v 2 letih obstoja taborišča bivalo, delalo in seveda neskončno trpelo. Mnogi so ostali tu zavedno. Bili so različnih nacionalnosti, veroizpovedi in socialnih stanov. Bili pa so združeni v ponižanju, strahu in negotovosti. Najbolj, kot je dejal naš prijatelj, francoski ambasador, najbolj pa jih je povezovalo upanje v svobodo. To upanje je navdihovalo med njimi humanost in človečnost vseh vrst. In to upanje je preživelo. Tu smo se torej zbrali zato, ker nam ni vseeno,
Nočemo, da bi se to gorje pozabilo, nočemo, da bi se to gorje ponovilo. Hočemo in moramo storiti vse, da zgradimo boljši in bolj pravičen svet, miren in varen. Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. K temu nas poleg vsega kličejo neme žrtve vojen in tudi povojnega nasilja. Združena Evropa in neodvisna Slovenija sta utemeljena na spravi, ne na pozabi, na odpuščanju in spravi. Kljub dvomom v iskrenost, kljub skušnjavam vseh vrst. Ne smemo nikoli opustiti naše moralne dolžnosti, da med seboj krepimo vse tisto, kar nas povezuje in strpno spoštujemo vse tisto, kar nas razlikuje. Še enkrat, zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. K temu nas poleg vsega navdihuje naša starševska odgovornost do srečne in varne prihodnosti vseh naših otrok. Kot predsednik republike jemljem za svojo najbolj pomembno dolžnost in poslanstvo storiti vse, kar je v moji pristojnosti in moči, da se ohranita mir in varnost. Želim prispevati k temu, da bosta mir in varnost trajna. Dolžan pa sem hkrati spodbujati tako spoštovanje, sodelovanje in zaupanje med nami, da bi, če bi se proti naši volji mir in svoboda znova postavila pod vprašaj, brat nikoli več dvignil roko nad brata, temveč da bosta skupaj mir in varnost obranila, ohranila in okrepila. Naj torej iz tega svetega mesta pozovem vse nas, da ne pozabimo surovih tragedij druge svetovne vojne, da opomnimo predvsem tistim zlom, ki jo je tedaj sprožilo in poganjalo, da spomnimo na vse tisto in na vse tiste slavne, ki so jo svojim uporom končali in nam priborili mir in svobodo, da jo sedaj lahko dihamo s polnimi pljuči. Da se na tem mestu zavežemo k mirnemu reševanju vseh sporov znotraj države in med njimi, da negujemo strpnost in sožitje, da smo ponosni domoljubi in aktivni Evropejci, da smo kot ljudje sočutni in solidarni in da smo, ne nazadnje, kot starši in kot stari starši na ta način odgovorni za mirno in srečno, varno prihodnost vseh naših otrok. Hvala lepa. Domovina so zame sive strmine, zelene kotline, rumene ravnine in modre globočine. La patrie pour moi, ce sont les hôtes et le bas gris, les bassins verts, les plaines jaunes et les profondeurs bleues. Šumijo gozdovi domači in žito rumeno zori. Na polju prijaznem pa lipa, oj lipa zelena diši. Nad mano pa sončece sije, daljavi žarijo gori. Na liniji potoček se vije, veselo je moje srce. Vasica domača in polje, povračam se k tebi nazaj. Ti meni edina si sreča, edini prijazni si kraj. Šumijo gozdovi domači, pod lipo cvetočo sedim in gledam v
bolje prijazno in zopet veselo živim. Domovina so zame sirovi štrukli, potice in pri kmetu kupljene krvavice. La patrie pour moi, ce sont les croissants, les baguettes et les coques au vin. Domovina je zame najmanj dvojina, jaz in ti. La patrie pour moi, c'est au moins le duel. Moi et toi. Domovina so besede blagozvočne, ujete v verze in v note. La patrie sont les douces mots qui dansent entre les vers et les notes. Rodina, это благозвучие, уловление в стихи и ноты слов. Sreći s njimi ti už ne ždi. I хотя нам прошла je немного жал, лучшая, конечно, впереди. Скатерцу, дальний путь стелится и упирается в граймо небосклон. Каждому лучше je верится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет старый лист. К новым приключениям спешим, друзья, прибавка ходу машинист. Скатерцу, дальний путь стелится и упирается в граймо небосклон. Каждому лучше je верится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход.
A zачем жить, тот не кончается, пусть поет и носят целый год. Скатерцю, дальний путь стелится и упирается прямо небосклон. Каждому лучше верится, катится голубой вагон. To so papirnata letala, na katerih so mirovna sporočila. In tako kot naši prireditvi, nad vse nagaja veter. Tako da jaz upam, da tole bo prišlo, kamor naj bi že prišlo, drugače naj se pa kdo stegne in ga pobere. Moje pleme ne sliši več svobode, ne razpoznaje in ne vidi je, ko se ga dotakne. Moje pleme misli, da je počasno ubijanje teles in duš naravno. Le včasih, ko za hip van udre nekaj ozonu, otroštvu podobnega, si obriše potno čelo, strese to moro, te verige sebe, obrne se in zaspi. To je pesem Tomaža Šalamuna. In ker naše pleme vse prevečkrat spi, vedno znova postavljamo spomenike obtožujem. Obtožujem vse tiste, ki še danes hodijo po svetu z eno samo resnico v srcu. Svojo, ne najino. J'accuse tous ceux qui de nos jours vivent encore et gardent au cœur une seule vérité. Leur vérité, pas la nôtre. Осуждаю всех тех, которые еще сегодня ходят по миру всего лишь с одной правдой в своем сердце. Svoj, a ni naši. Obtožujem vse tiste, ki še danes vidijo le črno in belo podobo. Nikoli Maurice v ljudeh. J'accuse tous ceux qui de nos jours ne cessent de voir les images qu'en noir et blanc. Et les échapper les couleurs d'un arc-en-ciel. Осуждаю всех тех, которые еще сегодня видят только черное и белое изображение. I nikakda ne zamečajo radуги v ljudях. Obtožujem vse tiste, ki nikoli ne gledajo in ne poslušajo tudi srcem. J'accuse tous ceux qui ne regardent jamais. Et n'écoutons par leur cœur. Осуждаю всех тех, которые никогда не видят и не слушают своим сердцем. Obtožujem vse tiste, ki v gledalu nikoli ne ozrejo tudi svoje duše. J'accuse tous ceux qui face au miroir ne percevoir jamais leur âme. Осуждаю всех тех, которые в зеркале никогда не улицезреют своей души. Obtožujem se, ko pogledam stran, zamahnem z roko in rečem: Saj nič ne morem, to ni moja stvar. Je m'accuse lorsque je détourne mon regard et je lâche ma main. Lorsque je dis que cela n'est pas mon affaire. Осуждаю себя за то, что посмотрю в сторону, махну с рукой и скажу: Что ничего не случилось, и это меня не касается. To je moja, najina, to je naša stvar. Kjerkoli in kadarkoli je kršena temeljna človekova pravica. Cela est mon affaire. Cela est notre affaire. À chaque fois lorsque notre droit de l'homme fondamental est violé. Это касается меня, нас с тобой. Это касается всех нас. Где бы ни были, когда бы ни были нарушены основные права человека. Zahvala.
Zahvala vsem govornikom za besede spomina in opomina. Članom Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Gregorja Vidmarja. Vsem praporščakom, mladim recitatorjem Lenči Ambrožič, Maruši Juhant in Ti Knific ter Urbanu Pipanu, Domnu Vurniku in Lovru Jurečiču. Zahvala otroškemu pevskemu zboru podružnične šole Podljubelj in mentorici Urši Frelih Meglič. Zahvala pevcem Emi in Aljažu Soklič ter Lari in Sašu Primožič in mentorici Karine Gišjan Roškar. Zahvala harmonikarju Žanu Šlibarju in mentorju Mihu Šlibarju. Zahvala Janku Tišlerju in Jožetu Rovšku za zbornik Mauthausen na Ljubelju, ki mi je bil vir podatkov. Zahvala tudi Mateji Dovžan in Blanki Rejc za pomoč pri pripravi prireditve in vsem, ki pomagate pri njeni organizaciji. In seveda zahvala prav vsem vam, da ste varuhi spomina in prenašalci opomina iz generacije v generacijo. Ob koncu slovesnosti bo njegova ekscelenca Pierre-François Morier, francoski veleposlanik v Sloveniji, odkril še obnovljeno spominsko obeležje pri krematoriju in vljudno vabljeni, da se mu potem pridružite pri tem dejanju. Na snidenje prihodnje leto. Prizorišče zapuščajo praporščaki. D'accord.